Spletni seminar se bo snemal, posnetek pa bo namenjen interni uporabi in ne bo javno objavljen. Gradiva in evalvacijski vprašalnik boste prejeli preko spletne povezave na elektronski naslov, bo pa med samim seminarjem tudi čas za vprašanja. Zavedamo se, da ste utrujeni od rednega dela, od dela na projektu, od vseh projektnih aktivnosti. Projekt ste izvajali v obdobju, ki je bilo zelo zahtevno, polno izzivov, je pa končno poročilo zelo pomemben del oziroma zaključek vašega projekta, tako da boste v njem predstavili dejansko, kako ste projekt izvedli. Dejansko ste tik pred ciljno črto, poti nazaj več ni, tako da vam ne preostaja nič drugega, kot da napišete končno poročilo. Pomislite na vse tiste lepe trenutke, ki ste jih doživeli v projektu, nasmejane, zadovoljne obraze udeležencev in vse cilje, ki ste jih dosegli. Namen današnjega seminarja je predstaviti potek priprave oziroma oddaje končnega poročila in seveda olajšati ta del vam. Torej, ogledali si bomo vnos podatkov v Mobility Tool, potem bomo predstavili oziroma dotaknili se bomo finančnega dela, vsebinskega dela končnega poročila, kakovosti, čisto na koncu pa bomo predstavili, kakšne so možnosti mednarodnega sodelovanja v prihodnje. No, torej prva takšna pomembna stvar, preden oddate končno poročilo, morate poskrbeti, da so vsi zavihki v Mobility Toolu ustrezno izpolnjeni. Mobility Tool poznate, ste ga zagotovo že uporabljali, ko ste vnašali kakšne aktivnosti učenja, poučevanja in usposabljanja. Drugače imate tukaj tudi povezavo oziroma link do tega logina. Potem lahko si izberete jezik, kar najbrž ste že preizkušali. No, prvi takšen zavihek v Mobility Toolu, ki ga velja izpostaviti, pa je vodenje in izvedba projekta. Tu preverite, če ste že vnesli odobren znesek, torej 250 € na mesec, gledate pa tisto prvotno število odobrenih mesecev. Govorim zaradi podaljšanj projektov. Potem pa vnesete znesek in vnesete tudi, kako ste ta sredstva porabili. Tu ne vnašate konkretnih zneskov, ki ste jih porabili za določeno stvar, ampak v bistvu naštejete, torej vsebinsko, kako ste oziroma v kakšne namene ste ta znesek porabili. No, potem je tale zavihek, ki ga tudi že verjamem zelo dobro poznate. Torej, tukaj poskrbite, da so vnesene vse LTT aktivnosti oziroma mobilnosti. Torej, glavni koordinator je vnesel oziroma še bo vnesel LTT aktivnost, vi pa potem vnesete udeležence. Vnašate dejansko izvedbo, ne tako, kot je bilo načrtovano v prijavnici, v končnem poročilu pa pojasnite morebitna odstopanja. Včasih se pojavi dilema oziroma vprašanje ali pa skrbi, če je tam, ko imate zavihek proračun poraba več kot 100%, če je to ok, če je to v redu. To je povsem v redu oziroma ok, ker dejansko vnašate dejansko izvedbo. Če ste recimo na določeno mobilnost peljali več udeležencev, kot pa je bilo sprva načrtovano. Pri vnosu udeležencev oziroma svoje udeležbe na tej LTT aktivnosti ne pozabite na dneve za pot. Zdaj tako, mi pričakujemo ogromno število končnih poročil in zato časa za dopolnitve ne bo. Recimo, da pozabite, vnesti dan za pot, vas potem pozovemo za dopolnitev in, saj veste, dopolnitev tu, dopolnitev tam in potem kaj hitro zmanjka časa. Na naslednji drsnici imate tudi posnetke s podrobnimi navodili, torej kako vnesemo udeležence. Si oglejte, imate dve povezavi.
Mi pa gremo naprej po zavihkih, torej smo že pri posebnih stroških. Zdaj več o tem vam bo predstavila v nadaljevanju kolegica Sabina. Jaz pa mogoče samo na kratko. Torej gre za podporo za posebne potrebe in pa za izredne stroške, ki so bili ali odobreni že po sporazumu, torej o prijavi ali pa mogoče kasneje, in pa nakup opreme za izvedbo virtualne aktivnosti učenja, poučevanja in usposabljanja ali pa COVID testi. No, o teh dokazilih tudi še potem več kasneje. Zavihek druge projektne aktivnosti, tu vas samo opozorimo, da sicer ti vnosi ne vplivajo na sredstva, ne? Tukaj imate tudi povezavo do videa, ki vam nazorno prikaže, kako to izgleda. To pa seveda ni vaša naloga, da vnašate te druge projektne dogodke, vnese jih namreč glavna koordinatorska organizacija, vi pa samo preverite, da je ta vnos takšen, kot mora biti, ne? Torej posredujete glavnemu koordinatorju opis oziroma se dogovorite, ne, za kakšen vnos bo šlo. Drugače pa tu sem spadajo torej ključne projektne aktivnosti, razen aktivnosti učenja, poučevanja in usposabljanja, torej aktivnosti, ki so se dogajale na vaši organizaciji oziroma v lokalnem okolju ali širše in so tesno seveda povezane z vašim projektom oziroma dejavnostmi v projektu. No, najpogostejše napake pri vnosih v Mobility Tool. Jaz si bom najprej naštel, potem si bomo pa podrobno pogledali vsako izmed navedenih. Torej, na prvem mestu nam piše manjkajoči dnevi za pot. Potem imamo na drugem mestu napačen pas razdalje, potem neskladja glede števila udeležencev pri samih vnosih in pa manjkajoča dokumentacija, recimo računi, potrdila o plačilu, izjava DDV, stroške amortizacije. No, in če gremo kar po vrsti, torej dnevi za pot. Torej, konkreten primer, recimo tale dejavnost, ne, ki jo vidite na zaslonu, oziroma aktivnost je trajala 5 dni, potem, ko pa pogodbenik zaproša za individualno podporo, pa zaproša za 7 dni. Namreč možnost, ne, oziroma na voljo sta vam 2 dodatna dneva za pot. Pod pogojem, da ste potovali en dan pred začetkom programa LTT aktivnosti in se vračali en dan po zaključku. Oziroma, če povem drugače, recimo, da ne vem, je trajala aktivnost učenja, poučevanja in usposabljanja od ponedeljka do petka, vi pa ste potovali v nedeljo in ste se potem vračali šele v soboto, vam v tem primeru pripadata 2 dneva za pot. Ne, imate potem tu označeno, torej ne pozabite, da obstaja ta možnost. Ne? Potem kalkulator razdalje, tu se včasih pojavljajo napake, torej povezava je tukaj na kalkulator razdalje in lepo vam izračuna razdaljo med sedežem vaše organizacije in organizacije, ki je gostila mobilnost. Torej, bodite pozorni, da je res označeno ustrezno. Včasih ocenjevalci oziroma pregledovalci opazijo tudi neskladje med številom udeležencev, tako da bodite pozorni, če vnesete določeno število udeležencev, da potem tudi zaprosite za individualno podporo in pa za pot oziroma potovanje. Takole, mogoče na tem mestu kakšno vprašanje. Se lahko mogoče kar priključite ali pa, ne vem, roka, če je karkoli. V nasprotnem primeru bi pa jaz predal besedo. Jaz bi vas vprašala. Ja, izvolite. Sem mislila kontaktirati, ker sem poslala mail, ker sem imela zadnjo mobilnost kombinirano. Ja. To pomeni, da je 6 učenke šlo na Sicilijo, 6 pa je bilo istočasno nadaljavo doma. Zdaj pa je naša koordinatorica to naredila kot blended, kot mešano, in ko sem jaz hotela to vpisati, vseeno nimam razdelka, kdo je bil fizično tam, pa kdo ne. Tako da sem mislila, če mora še dodatno aktivnost narediti. Ja, zdaj ena možnost, možnost je seveda, da je ta vnos ločen, to pomeni, da je fizična, pa potem virtualna.
če pa glavna koordinatorica izbrala blended oziroma kombinirano aktivnost, pa če se ne motim, bi se moral pokazati razdelek, a ne? Ampak zdaj težko takole mogoče... sem mislila, mogoče se vam oglasim, ki ste skrbnik, pa rešimo individualno. Pa pogledava v Mobility Tool, pa bova kar videla. Malo sem pa izpostavila, mogoče, če se kdo s tem še tudi ukvarjal. Prav, super. No, hvala. Se slišiva. Ja, izvolite. Mene pa zanima glede izrednih stroškov. Zdaj, finančne stvari sledijo zelo kmalu. Samo predam besedo. Če je mogoče kakšno vprašanje glede tega, kar sem ravno kar predstavljal, potem izvolite. Jaz sem bila, ker sem tudi roko dvignila. Mi imamo en problem, naš projekt se zaključuje, sam še eno imamo, vendar je ena izmed partneric ni prijavila odstopa in je še vedno vodena, kot da naj bi bila. Nobene aktivnosti razen ene se ni udeležila, poleg tega pa so odpadli tudi 2 aktivnosti v Italiji. Zdaj smo mi, kar se tiče dijakov, smo jih potem razporedili na ostale aktivnosti. Je to prav? Kako ste rekli, da uradno pa ni odstopil partner? Ker so Poljaki nosilci projekta, mi čakamo zdaj, da skozi sprašujemo, ali so odstopili ali ne. In tukaj so tako nejasne situacije, smo se pa zmenili takrat, da ker pač ne sodelujejo, da predvidene aktivnosti v Italiji za dijake prenesemo na ostale mobilnosti, ki so še sledile. Ja, zdaj v primeru, da partner odstopi zagotovo, ne? Lahko, mislim, zdaj odvisno, kako so načrtovane te mobilnosti. Gregor, oprosti. Ja. A lahko jaz dopolnim? Ja, vi ste naredili, da ste pač te načrtovane mobilnosti prerazporedili na drugega partnerja. Kot jaz, če sem prav razumela, pa ta partner, ki je odstopil, je dejansko še vedno zaveden v projektu. Ja. To pa bo morala v bistvu glavna koordinatorska organizacija kontaktirati z nacionalno agencijo tega partnerja, ki je odstopil, oziroma ga mora kar glavna koordinatorska organizacija, bom rekla, unlink je tam en gumb, ki ga stisnejo, da se odklopi od skupnega poročila o projektu. Ampak to mora narediti koordinator projekta in če bo imel težave, naj se pač on obrne na svojo nacionalno agencijo. So se in poleg tega so se obrnili tudi na Italijo, ampak kar nekako ne vem, kaj je to. Mislim, da so tudi partnerska ta iz Poljske malček manj vešči, a veste, in zdaj se ta Italija vleče že 1 leto in pol, ker se je projekt zaradi korone podaljšal, tako da kar se tiče učencev smo jih razporedili, no in zdaj pa je še ena stvar, ne, srečanje učitelj, sam za mobilnost učiteljev 3 dni bi moralo biti v Italiji. In so se partnerske organizacije in kaj smo hoteli, pač odločila, da bo srečanje pri nas. Ok, bom še to organizirala, ni problema, 3 dni v mesecu juliju. Problem pa je, da tukaj pa zdaj odpadajo stroški nam, oni bojo imeli vse krite stroške, za naše osebje pa kako zdaj to, mislim. Ok, za pot bojo že šli, ne? Ja, vi kot gostiteljska organizacija niste upravičeni do stroškov, zdaj pač namen, upam, da ste recimo vaše udeležence, ki bi morali iti v Italijo, premestili na kakšne druge mobilnosti, da ste tako pač zagotovili, da ste isto število mobilnosti, zato dodatno LTT pa ja, s tem, ko ste se ponudili, da jo boste gostili, ste si v bistvu nakopali neke dodatne stroške, lahko bi se v partnerstvu dogovorili glede tega, recimo, da vi dodatno gostite, da vam oni od tega, ne vem, svoje individualne podpore oziroma tako kakšen prispevek dajo, ni pa to, bom rekla, nikjer uradno določeno oziroma zaveza. To je stvar dogovora med vami. Ja, gospa, kako pa oni to zabeležijo, prosim?
rečemo, da bi nam dali 1000 evrov, teoretično govoriva, a ne? Kako oni to potem v koncu v svoji bilanci v povsod zabeležijo, da je pa... Recimo, če dajo nek prispevek iz svoje individualne podpore, iz organizacijske podpore, se potem to ne rabi nikjer stroškovno opredeliti, razen to, kar je Gregor na začetku rekel, torej, da v opisu aktivnosti bi recimo napisali, da so dali prispevek tudi za to. Hvala lepa, dobila sem vse odgovore. Hvala. Prosim. Sam še jaz bi preverila, če sem prav razumela, če lahko. Ja, se pravi, če smo mi v projektu opredelili, da dejavnost traja 3 dni, zdaj pa prištejemo še 2 potovalna dneva, je pol to jaz zdajle napišem tam 5. Torej pod pogojem, da ste potovali en dan pred pričetkom te mobilnosti oziroma LTT aktivnosti in se vračali en dan po zaključku programa. Se pravi, se bojo potem finance spremenile dejansko. Mislim, bo pol zaprošen Vi boste kot, trajanje aktivnosti, torej je 3 dni, ampak potem, ko boste pa zaprošali pri individualni podpori, pa zaprošate v bistvu za, smo rekla, 3 plus 2, 5, ne? Za 5 dni. Tako. Se pravi, trajanje aktivnosti še zmer pustim 3. Tako, ostane 3, spodaj, ko pa pri individualni podpori, pa dodate v bistvu 2 in boste zaprošali za, smo rekla, 5. Ok, hvala. Prosim. Ok, no potem pa gremo naprej na finančni. Sam še nekaj. Izvolite. Lahko se pa jaz direktno tudi na Italijo obrnem, oni so sredstva dobili, po moje ta sredstva še vedno imajo, ker sem itak... Ne, Italija bo pač morala ta sredstva vrniti svoji nacionalni agenciji. Če oni niso sodelovali v projektu, bodo morali vse, kar niso vrniti svoji nacionalni agenciji. Ja. Kaj stroški, ki pa nam pa ne odpade nič razen dober zdajle, kar je, da bi vračali, zaradi tega, ker njih ni. Tako, vi pa boste dobili tudi v skladu z izvedenimi aktivnostmi stroške. Tako, hvala lepa, gospa. Ok, no, se pa jaz predajam besedo kolegici Sabini. Hvala. Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Zdaj, če bi smela samo za začetek majčkeno dopolniti Gregorja, tako kot je rekel, torej lahko zaprosite dodatno tudi za individualno podporo neposredno en dan pred pričetkom mobilnosti in en dan po zaključku mobilnosti. Seveda, če pač potujete ali en dan prej ali en dan kasneje, torej je to možno. Če bi pa recimo zaključili aktivnost isti dan in še isti dan se vrnili, to velja zlasti za bližnje države, potem seveda tega dodatnega dneva za pot ni. Torej možnost je do 2 dni, vendar seveda, če dejansko tudi ta dan potujete, če ste na poti. Kar se tiče finančnega dela, se bomo ustavili zlasti pri višji sili, torej zaradi covida. Povedali bomo nekaj v zvezi z izrednimi stroški in pa glede DDV. Torej, glede višje sile oziroma vnosa aktivnosti, ki so vezani na višjo silo povezano s covidom, torej v primeru odpovedi pred pričetkom aktivnosti, torej odpovedi mobilnosti pred pričetkom aktivnosti zaradi že znanih razlogov, torej dobite povrnjeno za pot strošek na enoto. Seveda, če rezervacije za pot ni bilo mogoče odpovedati oziroma niste pridobili vračila za že plačane stroške poti. Torej v tem primeru se vam prizna ta višja sila iz naslova covida in dobite za pot kar prispevek na enoto. Seveda je treba tu izbrati ustrezen pas razdalje, skladno s tem, kamor ste imeli namen potovati. Za individualno podporo, torej, če so slučajno nastali kakršnikoli stroški v zvezi z individualno podporo, v tem slučaju in seveda enako niste mogli dobiti nazaj povrnjenih, potem lahko uveljavljate tudi te stroške, te pa v višini dejanskih stroškov, ki ste nastali
in sicer, da pač vnesete to v orodje v Mobility Tool in poročate po dejanskih stroških. Tule je tudi prikaz aktivnosti, kjer označite, obkljukate, da gre za višjo silo, torej vnesete dejansko v bistvu za to aktivnost, uporabite tudi ključno besedo korona ali COVID, tako kot v tem nadaljevanju tudi piše. To je zlasti za statistične namene, torej da bo pač Evropska komisija tudi ugotavljala, koliko je bilo v bistvu odpovedi oziroma kako so se aktivnosti odvijale. Torej, avtomatično Mobility Tool izpiše, če ste obkljukali to kljukico previšja sila in če ste vpisali to ključno besedo. Torej, za število udeležencev, v bistvu za katere so nastali neki dodatni stroški, vpišete pri individualni podpori le en dan in vnesete znesek teh dejanskih stroškov. Torej, to so zlasti stroški vezani na namestitev, riziko odpovedi ali morda kakšni podobni stroški. Za pot enako vnesete ustrezen pas razdalje skladno s kalkulatorjem razdalje in pa se potem znesek itak preračuna sam glede na pač število udeležencev. V primeru višje sile iz kakršnihkoli drugih razlogov, torej ne COVID razlogov, lahko je to tudi kakšna bolezen, ki pač ni bila COVID, seveda zato zahtevamo neko zdravniško potrdilo, da pač ta oseba ni mogla potovati. Enako velja, da za pot dobi pač za tiste nepovrnjene stroške dobi prispevek na enoto in za individualno podporo vpišete dejanski znesek stroškov. Zdaj pri priloge k končnemu poročilu. To se mi zdi pomembno, da se tu res ustavimo, zato da bo dopolnitev čim manj, da boste tako vi kot mi izgubili s tem čim manj časa. Torej, vsako končno poročilo je pregledano kot, mi rečemo temu pregledu, validacija končnega poročila oziroma pregled končnega poročila z vsebinskega vidika in pa ustreznosti oziroma upravičenosti aktivnosti. Priložiti morate torej častno izjavo, to je izjava, s katero odgovorna oseba potrdi, da je v bistvu poročilo resnično, da so poročani podatki v Mobility Tool resnični. Potem morate predložiti za izredne stroške dokazila. Torej, izrednih stroškov je več tipov, da rečem. Eni so tisti, kot je že Gregor povedal, če ste jih prijavili že v sami prijavi oziroma so bili odobreni s sporazumom, torej dokazila za te stroške. Potem so dokazila za stroške, ki so povezane z višjo silo, torej s COVID-om. Torej, v primeru, da ste zaradi COVID-a bili primorani aktivnosti izvajati virtualno in so zaradi tega nastali neki določeni stroški, kot na primer, da ste kupili morebiti kakšne licence za Zoom ali kakšno opremo, ne vem, mikrofončke, kamere. Seveda ti nakupi morajo biti opravljeni preden se virtualna aktivnost izvede. V primeru, da je bila kakšna, bom rekla, oprema, ki se sicer amortizira, nabavljena, potem je treba priložiti tudi izpis amortizacije te opreme. Namreč upravičen strošek je amortizacija opreme od nakupa oziroma od prvega dne, ko gre oprema v uporabo, pa do zaključka projekta. Torej, zelo pomembno je skratka, da vse te zadeve, opremo ali drobni inventar, material, ki ste ga kupili za namen COVID-a, da je to v bistvu ta nabava pred izvedbo virtualnih aktivnosti. Torej, za vse to tudi potrdila o plačilu in pa v primeru, da se predloži ta
te zneske v bruto znesku, torej skupaj z DDV, je treba predložiti tudi izjavo glede DDV, ki jo bom tudi v nadaljevanju jo bomo pokazali, kjer se pač šola izreče, da vstopnega DDV ni odbila in je zato tudi ta DDV pač upravičen strošek projekta. Torej, glede COVID-a, tu bi še pojasnili, oziroma tu bi bilo treba poudariti, da vse, kar poročate v Mobility Tool in kar v bistvu opisno, kar opišete v samem poročilu, da se sklada. Torej, ko bo skrbnik pregledoval vaš Mobility Tool in bodo notri pač neke številke, potem to mora biti tudi skladno s pojasnenim v končnem poročilu, ravno zato, da je čim manj dopolnitev in da eni in drugi čim manj časa izgubljamo s tem. Zdaj, kar se tiče COVID-a, če boste vi lepo opisali to v samem poročilu in bo to podpisala odgovorna oseba, to že v bistvu jemljemo kot zadostno pojasnilo k končnemu poročilu. Tako da, če pa slučajno pojasnila v poročilu ne bi bilo, vas moramo pozvati k izjavi. Drugi pregled, ki pa je pa podroben, je pa pregled končnega poročila s podrobnim pregledom dokumentacije, to so pa le nekaj projektov letno izberemo za to in ko bomo prejeli vaše končno poročilo, vam bomo poslali potrdilo o prejemu končnega poročila, v katerem bo tudi pisalo, ali ste vi tisti srečnež, ki ste izbrani za pač ta podroben pregled dokumentacije, ali mi rečemo desk check. Torej, samo v primeru, če ste pozvani za desk check oziroma za podroben pregled dokumentacije, pa boste predložili še potrdila o aktivnostih učenja, poučevanja in usposabljanja, in sicer dokazila o udeležbi v aktivnosti v obliki seznama prisotnosti ali individualnih potrdilov prisotnosti. Torej to, kar ste že vajeni, verjetno tudi že sicer iz vaše prakse. Kar se tiče COVID-a, pa poleg tistega, kar smo prej povedali, torej poročanje v Mobility Tool plus pojasnilo v končnem poročilu, pa boste morali tu predložiti še korespondenco, torej med vami in naprimer ponudnikov recimo za stroške oziroma za, ne vem, ali je bila to potovalna agencija ali pač neka druga pravna oseba, ki vam je jasno in glasno napisala, da vam ne more povrniti stroškov, torej korespondenco, iz katere je razvidno, da pač niste mogli dobiti povrnjenih stroškov in da v bistvu uveljavljate to višjo silo. Seveda tudi račune, potrdila o plačilu in pač pojasnila, kolikor vas bomo zaprosili za neka dodatna pojasnila. Torej, razlika je v tem, da za ta pregled končnega poročila, ki je na levi strani, pošljete izključno to, kar je tu navedeno, in za podroben pregled dokumentacije, torej na poziv, pa boste morali še dodatne zadeve poslati. Samo še mečkan. Tu je pa še prikazana ta izjava za DDV, torej kot smo rekli, vsi tisti, ki boste poročali tudi izredne stroške in bodo vmes na primer računi za neko opremo, ki bodo vsebovali tudi pač davek na dodano vrednost. V tem slučaju, če se to poroča v bruto znesku, je treba dati tudi to izjavo, podati izjavo, da si pač ta vstopni DDV niste odbijali. In v tem slučaju je seveda DDV tudi upravičen strošek in ga lahko tudi povrnemo. Tako da, kar se tiče to, kar sem imela namen povedati, je to vse, smo pa seveda zdaj na voljo za vaša vprašanja, ki so vezana prav na to. Tako da kar gremo lahko po vrsti. Gospa Andreja Jaklič. Pozdravljeni. Se slišimo. Tudi v chat sem napisala. Nisem uspela. Vse je v redu, vse razumem. Sem pač podvajala bom, kar je v chatu in zdaj govorim. Sodelavka se je tik pred odhodom v soboto zvečer poškodovala, v nedeljo smo leteli.
In potem me zanima zdaj, kako je z dokazili. Mi smo namreč potem pri letalskem prevozniku dobili povrnjeno takso za njeno karto, same karte pa ne, ampak jaz sem to z njimi uredila po telefonu, potem so poslali na mail kot potrdilo o povračilu takse, to imamo in to so tudi povrnili, ampak zdaj me zanima, kako je s temi dokazili, ko je tam pisalo, da moramo dokazati, da smo skušali dobiti nazaj povračilo, pa ga nismo mogli. Če boste izbrani za desk check, vas bomo prosili za to konkretno korespondenco, ki ste jo imeli s to letalsko družbo oziroma s to agencijo, torej to, v primeru, da oziroma, ja, tako, ker to pa ni COVID, ampak je poškodba, ste rekli. Ne, v tem primeru v bistvu boste nam poslali to korespondenco, lahko tudi meni pošljete v bistvu na moj e-mail sabina.benvenuti@smepius.si, pa se bova midve dogovorili, ali to zadošča, kar mi boste poslali, ali bo treba mogoče še kakšno zadevo, pa seveda tudi zdravniško potrdilo v tem smislu. Vem sicer zaradi tega varovanja osebnih podatkov, ampak mi smo itak zavezani, da v bistvu izključno samo za namene projekta in to pač skrbno hranimo skladno s pač zakonom o varovanju osebnih podatkov. Tako da potrebujemo pa v bistvu neko potrdilo, da oseba ni bila sposobna pač potovati. Ja, zdaj bolniško potrdilo ni problem, bolj je težava ta korespondenca. Jaz sem sicer se pustila posnet, ampak to je bilo, jaz sem po telefonu govorila z njimi in po telefonu smo vse skupaj uredili, potem so sicer poslali potrdilo o povrnitvi na mail, to imam. Je piše v drobnem tisku, kaj v primeru, če pač oseba ne leti, kaj se v tem primeru povrne, to v drobnem tisku piše pač, ja, v drobnem tisku piše, a to zadostuje, ali ni dovolj? Dajte mi poslati, jaz menim, da verjetno bo dovolj, ampak bi raje videla, da se midve pač po elektronski pošti, da mi pošljete to, kar imate, pa bova potem preverili, a je to dovolj, ali bi morda zaprosili še za kakšno dodatno pojasnilo to družbo letalsko. Ok, hvala. Gospa Tanja Leder. A se lahko mikrofonček si vklopite, da se bova slišali? Zdaj pa prosim, zdaj vas pa slišimo. Zdaj pa izvolite. Pregledala, da je še. Pozdravljeni, jaz sem iz Vedove šole, pa me pa zanima samo še nekaj. Jaz sem že tudi z eno kolegico od vaših kontaktov vezano na to. Pri nas, ko je prišlo kot do višje sile zaradi odpovedi, ki se je marca 2022 ta COVID začel, ne? Marca 2020? 2020, ne? Bilo je dejansko pri nas tako, da sama aktivnost, ki se je odvijala v Romuniji, ki so bili oni gostitelji, ne, je bila izvedena. Ampak naša šola, pa iz Finske, pa mislim, da iz Italije, se aktivnosti pač nismo udeležili zaradi teh izrednih razmer, ki so že trajale, ne. In se je naše vodstvo tudi odločilo, da zaradi tega pač varovanja zdravja udeležencev ne gremo, ker potem dejansko čez en teden, 14 dni po tistem, nekako mislim, da se je že epidemija pa prišla, pa se je zaprla država. In zdaj dejansko na ravni same aktivnosti, naš partner ne bo označil, da gre za višjo silo, ker oni so izvedli, pa mislim, da 2 ali 3 so bili tam, ostali pa nismo bili. Zdaj se jaz čakam še nadaljevanje, kaj od kolegice, ampak že kaj veste, oziroma ste zaenkrat tako, ko je, pa boste... Zdaj ne vem, mislim, če me spomine vara, da smo se o tem pogovarjali s kolegicami, zdaj, če se ne motim, tako kot ste rekli, aktivnost se je odvila, nekaj partnerjev je odšlo na aktivnost v Romuniji, nekaj partnerjev ni odšlo in bilo je to, če se ne motim, že zaključek je bil še pred uradno epidemijo, če imamo prav spominu, da bi se nekako vrnili 12. ali 13. 16. marca je bilo pa potem uradno. Italijani so že dejansko, oni so se že zaprli, ko se je tam tako začeli, Finci, mislim, da še zdaj letos niso smeli nikamor iti, ne. Ampak pri nas takrat uradno še ni bila epidemija, ne. Ampak če se šlo za zdravje, no sej mi boste odgovorila, se je to upoštevalo, ne, ampak se pravim,
ravnatelj tudi tako je rekel, da naj ne grejo in zdaj pa jaz bom mogla vodstvo tudi potem predočiti, zakaj je odobrena ali ne, a ne. Ja, glede na to, da uradno epidemija pri nas še ni bila razglašena, da se je aktivnost odvila, da so nekateri partnerji prišli, nekateri pač so se odločili, da ne bodo prišli. Vi sicer to lahko krijete iz postavke za upravljanje in vodenje. Težko pa zdajle vam, jaz mislim, da bo težko tole višja sila. No, Z dobro. naslova covida, bomo pa vsekakor še, bomo še v stiku in mislim, da smo se o tem pogovarjali, da me je seznanila sodelavka s tem, ampak Okej, razumem. kot rečeno, ja. Dobro, hvala zaenkrat. Hvala. Še gospa Vida Snedec-Gerkman. Ja, pozdravljeni. Jaz imam tudi eno finančno vprašanje. Skupaj smo v projektu 4 države in ves čas zelo aktivno sodelujemo virtualno, vendar ne kot virtualne mobilnosti, ampak kot krajše skupne dejavnosti. Recimo, vključimo se eni drugemu kakšnim dejavnostim, recimo pripravljamo si medsebojne kvize, s katerimi evalviramo stvari, ki smo jih recimo tista 2-3 mesece prej počeli. In imamo zato na voljo eno učilnico, kjer se nam je pa zdaj pokvaril projektor in s strani vodstva nam je bilo rečeno, kaj če bi vi kdaj iz teh administrativnih stroškov, ki jih skrbno hranite, mogoče potem kakšen del opreme, v tem primeru projektor, kupili. Zdaj pa mene zanima, če bi bilo to mogoče. Mi virtualnih mobilnosti nismo upravljali, zato ker jih želimo fizične in čakamo na september. Projekt smo dobili podaljšan za 1 leto zdaj, ravno kar smo to zvedeli ta mesec, oziroma zdaj že junij, v maju smo zvedeli, da nam za 12 mesecev podaljšajo projekt in v tem času imamo namen izvesti fizične mobilnosti. Ampak kot pravim, ves čas smo zelo aktivni na druge načine, skupaj res dobro sodelujemo in zelo dobro delamo. Zdaj pa mene zanima, ali smemo iz teh stroškov si kupiti projektor? Iz stroškov za upravljanje in vodenje absolutno lahko. Ja, a lahko? Ne morete pa pač, če jih imate seveda na razpolago, ne morete pa pač, če virtualnih aktivnosti ni, pa seveda ne morete iz naslova tistih izrednih stroškov, tista priloga 6, ki smo vam jo poslali v bistvu v času tele naše pandemije, ki pravi, da se lahko do 10% stroškov, ki temeljijo na postavkah prispevki na enoto, to je v našem slučaju torej tako upravljanje in vodenje kot aktivnosti učenja, poučevanja in usposabljanja, torej da se lahko prenese brez aneksa na izredne stroške. Sem noter sodijo tudi COVID testi, ki jih prej nisem omenila, torej COVID testi absolutno tudi sodijo med te izredne stroške. Torej v vašem slučaju na te ne morete prenašati, ker pač niste izvajali virtualno, ampak lahko iz postavke za upravljanje in izvajanje pa absolutno lahko kupite, kar pač potrebujete. Ja, super. Zdaj bi samo še pri teh izrednih stroških, samo še to vas spomnila, da pač financiranje je 75% upravičenih stroškov, torej za ta material, opremo, licence in tako naprej, medtem ko COVID stroški oziroma za COVID teste, ti se pa povrnejo 100%. Izvolite, gospa Polonca Volavšek. Ja, hvala. Jaz imam pa eno podobno izkušnjo, o kateri je govorila gospa, zdaj pred gospo Vido, sam si nisem njenega imena zapomnila. Tudi pri nas je bilo isto, da smo v začetku marca odpovedali mobilnost v Grčijo zaradi situacije, ki se je dogajala v državi, pač takrat marca 2020. Aktivnost pa je bila tam izvedena, ker sta 2 partnerja prišla, mi pa še eni partnerji pa ne. Zdaj sem pa jaz po posvetovanju z skrbnikom našega projekta, to je bilo skozi pereče vprašanje. Bilo je pa tako, stroški, ki so pri tem nastali, so bili nakup letalskih vozovnic, druga pa ničesar.
zdaj pa smo dobili potem to informacijo, da v bistvu nam je priznano nakup vozovnic, za kar imamo tudi kot dokazilo. Denar mislim, individualno podporo pa lahko mi razporedimo na druge mobilnosti v projektu, kar smo tudi naredili zdaj na tak način, da smo pač na ostale mobilnosti vzeli večje število učencev. Zdaj me pa samo zanima, ali naj jaz to potem pustim, ker ste omenili, da bo težko to kot višja sila, ker jaz sem namreč noter v Mobility Tool takrat zavedla in tudi opisala celo situacijo, kaj se je zgodilo, ali naj jaz to pustim noter zabeleženo kot višja sila ali ne, ker dejansko država še pa ni bila zaprta, ne? Zdaj jaz mislim, da se bomo morali pač skrbnik, da se bomo morali vsi trije, se pravi vi, pa še skrbnik, pa jaz mogoče posvetovati, pa kako in kaj, pa pregledati tele datume, situacijo tudi, a je bila, v bistvu so bili pogoji izpolnjeni za višjo silo ali ne. Tako da zdaj bi mogla konkretno, bi bilo treba Mobility Tool odpreti te datume, pogledati, tako da jaz bi vam svetovala, da nas pokličete v ponedeljek. Zdaj skrbnik je pa kdo od vašega projekta? Gospod Gregor Vrabec. Gregor. Potem bomo pač mi trije se pogovorili v ponedeljek, pa bomo preverili predvsem zlasti te datume in pa pač nastale stroške oziroma kaj se da narediti. Ja, hvala lepa. Zdaj rokce ne vidim več nobene, tako da če še kdo morda bi kaj vprašal, še na hitro še en krog. Lahko me slišite? Slišim, izvolite. Jaz sem pač koordinatorka na šoli, partnerska šola. Mi bi morali novembra 2021 peljati skupino učencev v sodelovanju z gimnazijo Domžale oziroma srednjo šolo Domžale na Portugalsko. Tik pred odhodom sem najprej jaz bolela, jaz bi jih peljala, potem so pa 2 učenca sta morala obvezno v karanteno, tako da se je ekipa prepolovila in smo se odločili, ker ostali pa niso bili polno cepljeni, da ne gremo. Mene zanima, glede stroškov, to sem zdaj razumela. Jaz sem dobila tudi del letalske karte povrnjene z vsemi zdravniškimi dokazili, ostali so dobili tudi samo za takso vrnjeno. Ampak mene zanima glede dokazil učencev, ki so morali biti v karanteni. Če so bili v karanteni, so zagotovo dobili od NIJZ obvestilo, a ne? Nekaj so gotovo dobili neko obvestilo o karanteni, a ne? Zdaj moram jaz od njih ta dokazila pridobiti. Tako je, to boste pridobili, če boste k temu pozvani. Ampak bila sta samo 2, ostali pač niso šli zato, ker... Razumem, za ta 2, ki sta bila v karanteni, če boste pozvani k temu, k predložitvi dokazil, boste pač pridobili od NIJZ obvestilo o v bistvu karanteni, to pomeni, da nista fanta mogla na pot. Zdaj, če se druga polovica ni odločila, pa bi teoretično lahko šla, to ne more biti višja sila, ne? Dobro. Hvala. Gospa Stanka Platiša Pogačnik. Ja, pozdravljeni vsi. Pri nas pa ni bilo nič takega v zvezi z covidom. Projekt je bil lepo pač samo podaljšan. Drugo pa je, da je en partner v tem času ravno zaradi covida pa odstopil od sodelovanja. In če sam v bistvu preverjam, če sem vas prav razumela, v bistvu sredstva njihova bojo pač oni morali svoji nacionalni agenciji vrniti. Edino, kar je, mi lahko razporedimo načrtovane mobilnosti k temu partnerju, ki je odstopil, jih lahko razporedimo na druge aktivnosti. Jaz sem prav razumela.
Se pravi, vi bi morali v bistvu iti k temu partnerju na aktivnost. Ja, bi bilo On bi bil pač gostitelj. tudi. Tako je. Vi v bistvu imate nekako, da rečemo, rezervirana sredstva za te aktivnosti in če se boste znotraj partnerstva odločili, da boste naredili morda celo neko novo aktivnost, potem lahko prenesete na to novo aktivnost. Lahko se pa tudi znotraj partnerstva odločite, da boste na te že prvotno planirane aktivnosti peljali več otrok oziroma osebja, pač skladno s tem, kolikor imate na voljo sredstev. Aha, no, potem sem razumela pravilno. Najlepša hvala za odgovor. Hvala vam. Tako da zdaj pa, Gregor, ti predajam besedo. Takole, zdaj pa bomo naredili en 5-minutni odmor, tako da se dobimo 10 do 2. Čez 5 minut.
Takole, mi smo nazaj. Upam, da ste tudi vi. Pa gremo kar lepo po vrsti. Torej, samo končno poročilo se generira v orodju Mobility Tool. In sicer greste pod zavihek poročila, potem vas tam pričaka takšen moder gumb, na katerega kliknete, torej ustvari poročilo, potem pa do tega odprtega osnutka dostopate z gumbkom, ki je zelene barve, in potem urejate, dopolnjujete. Rok oddaje je 60 dni po zaključku pogodbenega obdobja. Točen datum, kdaj je ta rok, pa najdete pod zavihkom podrobnosti. Imate označeno, tako si lahko gledate, do kdaj imate potem rok, da končno poročilo oddate. Vsebinski del končnega poročila, torej ko vi, to je dejansko obrazec, tako izgleda obrazec za končno poročilo, tu zgoraj se potem odda, ko je 100% izpolnjeno. Večina podatkov se prenese samodejno, tako da ne rabite vnašati vi. Pri točki 6, z naslovom Comments, tam pa v bistvu vi napišete vsebinski del vašega končnega poročila. To pomeni, to je zdaj tisti razdelek oziroma tista rubrika, kjer boste opisali, kaj vse ste v okviru projekta dosegli. Vedno vam je izhodišče prijavnica, torej tisti, ki končno poročilo bere, se zagotovo osredotoči tudi na prijavnico in potem napišete, v kolikšni meri ste realizirali tisto, kar ste načrtovali, in pa seveda pojasnite morebitna odstopanja. Predstavite glavne poudarke vašega projekta, izpostavite njegov bistven doprinos, osredotočite se na rezultate in učinke projekta na vaši šoli, predstavite upravljene evalvacije, analize teh evalvacij, diseminacijo, torej kako ste razširjali projektne rezultate, opišite, kako boste zagotovili trajnost projektnih rezultatov, torej po zaključku financiranja. Torej, pa če še enkrat poudarim, zelo pomembno, da izhajate iz prijavnice, pojasnite morebitna odstopanja, primere višje sile, izredne stroške in tako naprej. Obvezna priloga, to je pod točko 7, je častna izjava, ki jo naložite. In sicer, tu pa morate biti pozorni na eno zadevo, torej ko boste naložili to častno izjavo, imate tukaj s puščico označeno en zapis, ker piše vsebuje častno izjavo. In ta zapis je potrebno klikniti. Torej, to ne pomeni, to ni sporočilo za vas, da pač vaše končno poročilo vsebuje častno izjavo, ampak vi v bistvu potrdite s klikom. Na podoben način pa potem spodaj dodajate še različna dokazila za izredne stroške. Sam postopek oddaje je pa takšen, da se najprej pripravi torej koordinatorsko končno poročilo za celoten projekt, potem glavni koordinator predodda to končno poročilo, s tem omogoči vam, da oddate vaša končna poročila, in potem, ko vsi partnerji končna poročila oddajo, tudi glavni koordinator odda v kompletu končno poročilo za celoten projekt. Tale prva sličica, torej, recimo, končno poročilo ni v celoti izpolnjeno in ga ne morete oddati, torej bodite pozorni, da res pride tale kazalnik do 100%, šele takrat boste lahko oddali. Tako kot vidite tu spodaj. Zadnja sličica pa recimo prikazuje, mogoče boste naredili nekaj podobnega, partner je v celoti izpolnil končno poročilo, vendar ga ne more oddati, ker koordinator oziroma glavni koordinator še ni oddal končnega poročila. Tu spodaj imate zapisano, da se ne boste spraševali, zakaj zadeva ne deluje. Torej, koordinator. Ja, potem je zavihek, Partnership Dashboard oziroma nadzorna plošča partnerstva.
in recimo v prvem primeru koordinator ne more oddati končnega poročila v zavihku, ker vsi partnerji še niso oddali svojega končnega poročila. To pomeni, da imate pregled, kdo je svoje končno poročilo že oddal. Ko je pa enkrat to poročilo oddano s strani glavnega koordinatorja, se projekt v Mobility Toolu zaklene in vnos naknadnih popravkov ni več mogoč, torej ne morete več spreminjati oziroma popravljati. Še enkrat, torej rok oddaje, 60 dni po zaključku pogodbenega obdobja. Veste pa, kje preverite datum, torej pod zavihkom podrobnosti v Mobility Toolu. Vam izpiše, Torej, vsak partner odda svoje končno poročilo, torej podatki o izvedenih LTT aktivnostih oziroma aktivnostih učenja, poučevanja in usposabljanja za partnersko šolo, potem podatke o upravičenih sredstvih za partnersko šolo, eno vsebinsko vprašanje, to je tista točka 6 comments, o kateri sem prej govoril, s ključnimi poudarki projekta, osredotočeno seveda na vašo šolo in pa seveda priloga častna izjava. Partner lahko izpolnjuje končno poročilo vzporedno s koordinatorjem, ne bo pa ga mogel oddati pred koordinatorjem, torej preden glavni koordinator ne predodda končnega poročila. Tako, zdaj pa mogoče tu, če je kakšno vprašanje na tem mestu, glede samega tega procesa oziroma poteka oddaje. Jaz bi imela vprašanje, če se lahko oglasim. Lep pozdrav, sem skupaj, Mateja Velkavar tukaj. Glejte, meni se pogodba o projektu izteče letos 31. avgusta. Dvoletni projekt, vendar pa, zdaj koordinatorska šola je Turčija, mi smo partnerska, zdaj pa 4 aktivnosti, oziroma 3 od 5 smo izvedli, zdaj je bila ta zadnja, ravno kar smo se vrnili, 2 nas še čakata in imamo že datume. Oktober in mislim, da konec decembra še ta zadnja. Ampak jaz sem potem, meni je logično, če se nam projekt zaključi v pogodbi 31. avgusta letos, mi bi mogli zaprositi za podaljšanje. In jaz sem potem včeraj pisala dol koordinatorju glavnemu, jo je rekel, ja, točno, je rekel, bom jaz vprašala na svojo agencijo, ali boste vi kot koordinatorska šola, in rekel, bom pa jaz vprašal. Zdaj se pa mene samo to zanima. Vi ste rekel, da je 60 dni, rok za oddajo končnega poročila. Jaz v bistvu zdaj končnega poročila sploh še ne bom oddajala in a je zdaj najbolj smiselno, najbolj pametno, da jaz zdaj počakam, kaj bo glavni koordinator na svoji nacionalni agenciji izvedel, ker najbrž bomo mi zdaj morali zaprositi za podaljšanje, čeprav po mojem bi to že mogli, samo to ni bila moja skrb, ker nisem koordinator. Ja, jaz v tem primeru zagotovo najbolje, da pač glavni koordinator kontaktira svojo nacionalno agencijo, če je še ni, pa da potem pač vidite, kako se bodo stvari razpletle. Če prav razumem, so aktivnosti vnesene v Mobility Tool, ampak po zaključku, 3 so že vnešene, ker 3 smo imeli, 3 mobilnosti smo imeli, 2 nas še čakata, ampak v bistvu po izteku uradnega pogodbenega datuma, zaradi covida seveda mi let nismo mogli nikamor iti. Razumem. A jaz recimo, ko bom dobila informacijo zdaj od koordinatorja, jaz najbrž moram potem tudi, oziroma a tu on zaprosi za podaljšanje, ali moram jaz kaj za svojo državo na svoji nacionalni agenciji prva urejati? Ja, glavni koordinator zaprosi za podaljšanje, oziroma da pač zahtevo za podaljšanje, oziroma spremembo sporazuma. Kar se pa vas tiče, vi pa dobite v podpis aneks k pogodbi oziroma k sporazumu. Se pravi, v bistvu vašo nacionalno agencijo že oni obvestijo, oziroma jaz ne rabim nič obveščati vas, jaz čakam. Načeloma tako smo obveščeni z njihove strani, ni pa nič narobe, če nam kakšen mail napišete, da pač veste, da je projekt podaljšan. Ravno to sem hotela reči, da lepo, da imate to na skrbi. In tako kot je Gregor povedal, je redosled tak, torej koordinator mora v bistvu zaprositi za podaljšanje pri svoji agenciji, potem to sporočijo preko, bom rekla, Evropske komisije tudi vsem ostalim partnerjem v projektu in mi vas bomo kontaktirali po mailu in formalno seveda, če se strinjate s podaljšanjem in sledi aneks. Bi bilo pa res fino, da če slučajno Evropska komisija zamudi mečkan s tem, da ste tudi vi pozorni in da smo v kontaktu. Super, hvala lepa, hvala. Hvala vam.
Lahko se jaz nekaj vprašam. Letos bomo prvič v K2 pisali poročilo. Zato me zanima, če sem prav slišala, je bilo rečeno, da glavni koordinator lahko odda poročilo šele, ko so vsi partnerji oddelali svoje. Zanima me, a jaz lahko poročilo pišem v slovenščini ali mora biti v angleščini, če gre potem, mislim, če glavni koordinator oddaja. Ne vem, kako gre potem ta poročila naprej potujejo. Gospod Gregor, nimate mikrofona. Evo, hvala. Zdaj pa me najbolj slišite, ne? Ja. Torej, glavni koordinator odda obsežnejše poročilo, ne? Torej za celotno partnerstvo. Vi v bistvu oddajate poročilo za vašo organizacijo oziroma za vašo šolo. Zdaj, jezik pišete v slovenščini oziroma lahko tudi v angleščini, no, ampak nekako mislim, da slovenščina prevladuje. Mogoče Mateja? No, mislim, predvsem zaradi tega, ker če je v bistvu naše poročilo, v bistvu vidite vi, ne gre to na partnersko oziroma na to, na šolo oziroma na agencijo glavnega koordinatorja. Gre, torej koordinatorska nacionalna agencija vidi vsa končna poročila, ampak je običajna praksa in ocenjevali ga bomo pač mi, piše se v slovenščini ali angleščini, tako da karkoli bo v redu, medtem ko pač končno poročilo skupnega projekta je pa bolj praksa, da se piše v angleščini, zato da lahko pač pri sami vsebini, pri pisanju sodelujete vsi partnerji, ker verjetno je bil to delovni jezik partnerstva angleščina. Ja, v redu, to se pravi, je tako, nismo zavezani za naš del odgovarjati v angleščini, ker ga itak nihče potem niti ne bo videl. Ne, da ga ne bo nihče videl, verjetno bodo tudi pogledali, ko bodo ocenjevali koordinatorsko končno poročilo, bodo pogledali tudi vaš del, zato se priporoča, da je v angleščini, ampak če bo v slovenščini, ne bo zavrnjeno. Dobro, hvala. A lahko še jaz nekaj vprašam? Ja, seveda, izvolite. Na to, da zdaj govorimo o končnem poročilu, da ne bi bil bolje, če je v angleščini. A je to normalno, da smo mi sprejet projekt dobili, ker so koordinatorska organizacija, ker je iz Poljske, v poljščini? Da je zdaj vse tisto translator daje in prihajajo cele kolobocije ven, ne? Ja, zdaj, če bi vi skupaj s partnerji pisali prijavnico, bi jo verjetno pisali skupaj v angleščini. Zdaj, vi ste se konca ste vi pristopili verjetno k enemu projektu, ne vem, ker niste čisto dobro vedeli, kaj sploh je vsebina in k čemu ste se vi zavezali. Napisala v angleščini, a veste, vse, kar je bilo, samo ti mali detajli so pa tudi verjetno v sami prijavi njihovi skriti, ta je pa v poljščini. In sem že nekajkrat urgirala, da bi vsem prosili, če se določena stvar saj predstavi v angleščini. Tako, to bi vam potem koordinator projekta bi načeloma moral vam zagotoviti prevod prijavnice v delovnem jeziku, sploh tiste najbolj pomembne dele, kjer so opredeljene aktivnosti, v katerim ste se zavezali. Dam pobudo, da nam to, vsaj pobudo, če že ne bodo. Ja, to bi bilo fajn, če bi že na začetku projekta tudi dobili. Googlom pomagala, ampak tole pa zdaj že gre za končno poročilo, tako da mora biti diht, ne? Hvala. Ja, gospa Špela Eržen. Ja, pozdravljeni še z moje strani. Imam vprašanje v zvezi s tem, kaj če mi danes ne uspe v Mobilitool upisati stvari, ker jih še nismo začeli, smo se pa ravno kar vrnili z druge mobilnosti. A to mislite glede na tisti poziv, ki je bil poslan? Tako. Upište čim prej noter. V redu, hvala. Gospa Stanka, magister, imate še roko odprej? Ja, še odprej imam roko, jo že dajem dol. Ok, v redu.
Dobro. No, potem pa, evo, naslednja točka, ki nas čaka, je pa kakovost končnega poročila. Torej, pričakujemo res ogromno število končnih poročil, tako da dajte res pozorno tudi sami še potem prebrati gradivo, ko da boste pozorni na tiste stvari, ki smo jih izpostavili. Drugače pa tako, imejte v mislih, predstavite projekt kot zgodbo, torej tistega, ki bo bral vaše končno poročilo, ni bilo pri projektu. Iščemo zgodbe o tem, kaj mednarodno sodelovanje prineslo na nivoju učencev, učiteljev, šole. Pri pisanju poročila izhajate iz prijavnice, zato se tudi meni zdi pomembno, da tisto prijavnico dobro razumete, da se lahko potem nanašate na njo. Predstavite, v kolikšni meri ste s projektom dosegli načrtovano prijavnici in seveda pojasnite morebitna odstopanja. Zdaj, ocenjevalci izpostavljajo naslednje pomanjkljivosti v končnih poročilih. Torej, splošno zapisani ali slabo predstavljeni rezultati oziroma učinki, o tem bomo malo več kasneje. Zelo pogosto se zgodi, da evalvacije niso predstavljene ali pa, mogoče niso opravljene, pa tudi analize teh evalvacij. Torej, v končno poročilo lahko vključite tudi spletno povezavo oziroma link do dokumentov, kjer se te evalvacije oziroma analize nahajajo. Kar se tiče teh analiz oziroma analiz, pa tudi zelo pomembno, da niso same sebi namen, torej da tudi pojasnite, kako bi se izrazil, da pojasnite, kako ste rezultate teh evalvacij oziroma analiz uporabili v nadaljnjem delu v projektu. Torej, kako je tista povratna informacija, ki ste jo dobili s to evalvacijo, vplivala na vaše nadaljne delo. Potem slabo predstavljena diseminacija projektnih rezultatov. Potrudite se, pa opišite, torej, kako ste poskrbeli za razširjanje. Ne pozabite na trajnost projektnih rezultatov, torej nek načrt. Pogosto se zgodi, da gre za ohlapne zapise, ki so brez konkretnega načrta. Torej, kako bodo projektni rezultati, kako bodo v uporabi po zaključku financiranja. Pa še zadnja, pa zagotovo ne najmanj pomembna zadeva, torej slabo predstavljen ali pa slabo viden projekt na spletni strani šole. Tako. Zdaj pa malo bolj konkretno, torej jaz seveda ne bom bral vseh tehle zapisov, ampak si boste potem ogledali, prebrali. Na levi strani so takšni, bom rekel, splošno zapisani, na desni pa malo bolj podrobni oziroma konkretni. Torej, bodite konkretni, izpostavite uporabljene kazalnike, uporabljeno metodologijo, pojasnite vsebine evalvacij oziroma analiz. Napišite, kaj ste vrednotili, kaj ste ugotovili s kakšno primerjavo, mogoče v začetku projekta, pa potem na koncu ali pa vmes, kako se zadeve spreminjajo. Lahko pa seveda evalvacija temelji tudi na kakšni drugi metodi, recimo opazovanje, dnevniški zapis, tako ali tako v bistvu zbirate že kar precej informacije, tako da mogoče malo pomislite in vam kakšen način zbiranja v bistvu pride prav pri končnem poročilu. Pri diseminaciji torej je pomembno, da ne samo, da se drugim, recimo, sodelavcem ali pa učencem neka stvar predstavi, recimo čisto konkretno po udeležbi na aktivnosti učenja, poučevanja in usposabljanja, ko se udeleženci vrnejo, zagotovo verjamem, da potem to tudi delijo s kolektivom oziroma sošolci, z ostalimi učenci in tako naprej. Ampak pomembno v bistvu je tudi, da se jih prepriča, da tisto naučeno potem uporabljajo. In recimo, da se pač to spremlja v kolikšni meri. Ne pozabite tudi na diseminacijo med strokovno javnostjo, recimo kakšen prispevek na nacionalni ali pa morda celo mednarodni konferenci, kjer so potem na voljo tudi točke za napredovanje. Absolutno pa tudi odlična priložnost za promocijo vašega projekta, vaše šole in pa seveda vašega dela.
Za samo sodelovanje v projektu ste pa nagrajeni tudi s točkami za napredovanje. Tako. No, v gradivih boste imeli tudi povezavo do matrike Učinek plus, ki sicer spada bolj v načrtovanje oziroma v začetno fazo projekta, ampak mogoče pa vseeno kakšna ideja oziroma kakšna stvar oziroma bo v pomoč. No, potem pa trajnost projektnih rezultatov. Torej, namen projektu Erasmus Plus je zagotovo neka dolgoročna sprememba na bolje. Dejansko vsi projekti pripeljajo do rezultatov. Potem imate različne nivoje. Tega si nekako ne želimo, da vaših rezultatov nihče ne uporablja, recimo niti niso osnova za nadaljnje aktivnosti ali pa nadgradnje. Potem na prvi stopni, recimo, da projektne rezultate uporabljajo vsaj nekateri projektni partnerji, ali pa so mogoče rezultati podlaga za nove aktivnosti, nove projekte. Na drugi ravni rezultate uporabljajo druge organizacije partnerskih držav, ali pa rezultate nadgradi isto partnerstvo z drugim projektom. Tretja stopnja je pa pravi takole, da rezultate uporabljajo nadgradijo druge organizacije iz nepartnerskih držav, rezultat je recimo vpeljan v nacionalni sistem ali pa celo podlaga za EU smernice. Je pa ta tretja stopnja seveda zelo visoko postavljena. Tako da zagotovo pa ne ostanemo na tej stopnji nič, na tej prvi. Torej, po sami oddaji končnega poročila skrbnik projekta najkasneje v roku 5 delovnih dni opravi tehnični pregled, potem po elektronski pošti dobite obvestilo o prejemu končnega poročila in pa, če je bil vaš projekt izbran tudi za tako imenovani desk check oziroma podrobnejši pregled. In v tem primeru se potem seveda pogodbenika pozove k predložitvi dokumentov, ki jih je prej že kolegica Sabina omenila. Če seveda končno poročilo ni tehnično ustrezno, ga skrbnik zavrne in vas obvesti o nadaljnjih korakih. Potem sledi vsebinski in finančni pregled končnega poročila, ki se zaključi v roku 60 dni, načeloma, od oddaje končnega poročila. V primeru dopolnitev se pa rok za zaključek obdelave končnega poročila ustrezno podaljša. Tako da dajte biti pozorni oziroma se potrudite, da boste tiste stvari, ki smo jih prej izpostavili, upoštevali. Po elektronski pošti ste pa potem tudi obveščeni o rezultatu samega pregleda končnega poročila in pa tudi zadnjem izplačilu sredstev. Zdaj, prej sem rekel načeloma, 60 dni od oddaje končnega poročila. Zdaj, ker pričakujemo tako zelo veliko število končnih poročil, je možno, da bo ta rok malo daljši, oziroma zaprosili bomo za 90 dni, in če je to odobreno, potem bo ta rok 90 dni. Drugače pa zaključek obdelave končnega poročila partnerske organizacije, torej vašega končnega poročila, ni odvisen od zaključka obdelave končnega poročila organizacije prijaviteljice projekta, torej glavnega koordinatorja oziroma organizacije, ampak uradni zaključek projekta pa predstavlja datum zaključka obdelave končnega poročila organizacije prijaviteljice, torej glavne koordinatorske organizacije. Mogoče kakšno vprašanje tu? Aha, gospa Bojana Dragoš. Izvolite. Ja, jaz bi rada samo vprašala, tale desk check, kako določite šolo, na kakšen način? V bistvu to je naključen izbor. Evropska komisija za vsako razpisno leto pove, kolikšen delež oziroma minimalno
število projektov oziroma minimalno število projektov bo izbranih za desk check, za pač neko akcijo, ključni ukrep, torej že ob samem, ko se podpišemo vse sporazume, takrat v bistvu se naredi ta naključen izbor in potem se to zdaj ne naredimo tega sedaj, ampak se to naredi že ob samem podpisu sporazumov. Pogodbenika pa se obvesti, ko odda končno poročilo in se mu pač potrdi prejem in hkrati obvesti o tem naključnem izboru oziroma o desk checku. Hvala. Takole, pa gospa Valentina Žunko. Ja, dober dan, hvala. Jaz imam sicer eno vprašanje. Dalj časa sem bila odsotna in pravzaprav smo mi koordinatorska šola oziroma partnerska šola, se opravičujem. In sedaj jaz vem, da je bila skrbnica za moj projekt gospa Iva Likar Tutek, ampak sedaj ne vem, če se je kaj spremenilo, na koga se lahko obrnem, da vem torej, kdo je skrbnik za naš projekt. Ja, naj bi prejeli kakšen mail mogoče. Dobro, potem pa bom vprašala vodstvo šole sicer, ker se pravim, dalj časa... Ja, veste kaj, pišite nam, pa bomo preverili. Na koncu imamo kontakte, pa lahko mi pišete, bova preverila, pa vam sporočim. Super. Hvala. Še kakšna stvar mogoče? Dobro. No, potem bi pa jaz predal besedo Urški, ki vam bo predstavila pa kako naprej, torej po končanem zaključenem projektu, kakšne so možnosti. Lep pozdrav še v mojem imenu. Jaz sem Urška Šrajn, pri nas na CMEPIUS-u sem vodja oddelka za splošno šolsko izobraževanje. Jaz sem vam, prve bi rada rekla, sem vam zdaj 14 dni nazaj poslala eno sporočilo povezano z vnašanjem aktivnosti v Mobility Tool. Hvala vsem, ki ste se odzvali ste se v res velikem številu. Nekateri imate izzive, seveda, ker koordinatorska šola ne izpolnjuje čist svojih obveznosti sproti, to razumemo, tako da nam je tudi jasno, da pač ne morete vsega urediti, nič hudega ni zdaj to ne bo nobenih posledic zaradi tega, se vam pa splača te stvari čim prej urediti, zato da imamo tudi mi en tak realen pogled na situacijo in da uspemo mogoče še ta prav čas tudi zaznati kakšne izzive, potencialne izzive in vam znamo pomagati zdaj še, dokler se da mogoče še kaj rešiti. Tako da to je dobro za eno in za drugo stran, da imamo te stvari aktualno obdelane. Zdaj pa temu, čemur je moja beseda namenjena, pogledu naprej. Fino je, da zdaj, ko ste že v teku, ko ste nekako v elementu, razumem, da je bilo kar težko neprijetno obdobje zdaj za vami, verjetno tudi te mobilnosti niso bile čist tako, kot ste si jih nekoč zamislili in zaželeli, ampak mogoče se vam zdaj usplača vseeno malo vztrajati pri teh aktivnostih, ker sam pač, če imajo neko kontinuiteto, neko zaporednost, res prinašajo take dolgoročne učinke tako na učence, kot na zaposlene in tudi kot organizacijo kot tako. Zdaj, akcije, v kateri ste zdaj sodelovali, te akcije ni več. In te akcije ne bo več in od zdaj naprej ne morete biti v bistvu nekako kot partnerji samo sodelovati v nekem projektu, zdaj se morate upogumiti in tudi sami oddati vlogo, prijavnico in sicer za akcijo K122 za tiste, ki ste ki ste neizkušeni, ki ste novi, če je kdo med vami tak izredno, da je pogosto naš prijavitelj, potem itak verjetno že veste tudi za akreditacijo in ste mogoče celo že zaprosili za akreditacijo, ampak načeloma se je akcija K229 spremenila v akcijo K122,
Tam boste zdaj lahko bojo mobilni tako učenci kot učitelji. Vse aktivnosti, ki ste jih do zdaj izvajali, boste lahko izvajali prek akcije K122. Je pač sprememba v tem, da morate pa vsi oddati vlogo, prijavo pri svoji nacionalni agenciji. Ni več te možnosti, da se v bistvu samo nekam priključite na nek projekt kot partnerji, da date, ne vem, samo opis svoje šole, ampak se morate pač celotno prijavnico potruditi sami. Seveda vi lahko že vnaprej določite, s katerimi šolami boste sodelovali in oddate pač, ne vem, prijavnico z nekimi istimi cilji, mogoče, bodo pa aktivnosti prav gotovo za vsako šolo drugačne. Ne morate oddati popolnoma identične prijave, vse šole, ker potem se vas v sistem preverjanja prepozna, da je bilo oddanih 5 popolnoma identičnih prijav v Evropi in ste pač potem avtomatsko zavrnjeni. Ne gre niti vloga v ocenjevanje, ker se to smatra kot pač kot neka fraud, kot neka prevara in pač tako, da tega ne početi. Imate pa seveda lahko iste cilje, nek isti namen in nek skupni dogovor, da boste tudi v nadaljevanju z določenimi šolami sodelovali. Torej, malo več dela sigurno, da je v tem smislu, ampak nekako se mi zdi, da tudi če ste bili partnerji, da ste se zverzirali do te mere, da boste to relativno enostavno prijavnico akcije K122 sposobni oddati. Pozivamo vas k temu, da to naredite sami, da se ne poslužujete nekih piscev projektov, ki vam to drago zaračunajo, pa tudi nikjer ni potem zagotovila, da če si boste zamislili zunanjega pisca, da boste pri tem uspešni. Tako da mi nudimo osebna svetovanja, nudimo delavnice, pripravo na pisanje teh vlog, tako da pač predlagam, da se prijavite na našem e-mesečne novičke, ki izidejo približno 20. v mesecu in ste tam vse obveščeni o vseh aktivnostih, ki jih mi nudimo, tudi za namen prijave projektov. Rok bo februarja leta 2023. Z aktivnostmi promocijskimi in pripravo na mobilnost bomo začeli pa že v tem letu, pozno jeseni, začetek zime, bomo sigurno izvedli že te prve neke aktivnosti povezane direkt s posameznimi akcijami oziroma kot splošno s projektnim menedžmentom. Tako da vabljeni, da malo nam sledite in si pridobite kakšne informacije. Aktualni so tudi tako imenovani kontaktni seminarji, ki so objavljeni na naši spletni strani. Smotrno je, da se kakšnega udeležite, tam pridobite mogoče nove partnerje, vidite kakšno dobro prakso. Tukaj spodaj desno v kotu vidite URL povezavo do naše spletne strani, kjer se nahajajo aktualni TCA oziroma kontaktni seminarji, razpisi. Dobimo trenutno, mislim, da je samo en aktualen za šolsko področje, ampak v roku 14 dni bomo seznam dopolnili, pride še kar nekaj teh aktivnosti, predvsem se jih bo pa veliko zgodilo, bo realiziranih v jesenskem času. Tako da to je, kar se mogoče tiče tega. Gregor vas je tudi že pozval k temu, da zaprosite za točke za napredovanje v VIS nazive po zaključku projekta. Ko boste dobili obvestilo z naše strani, da je projekt zaključen, da je bilo izvedeno tudi drugo nakazilo 20%, to, kar vam je še ostalo, potem lahko takoj zaprosite. Se splača vam to narediti čim prej, ker potem čez dlje kot traja, več je to težje, tudi mi pridemo potem do teh, do vse potrebne dokumentacije in tako da pač to smo vam hvaležni, če čim prej naredite, je dobro za vas in za nas. To bi bilo v bistvu nekako po moje to neko bistvene stvari, kar smo jih hoteli povedati v vezi tega. Smo vam pa pač, kot rečeno, na voljo tudi za
akcije v tem novem perspektivi novega programa, ki pač traja od leta 2021 do konca leta 2027. Urška, hvala. Evo, zdaj pa še obljubljeni kontakti. Tu mogoče samo izpostavim, da pri komunikaciji vedno navedete številko projekta oziroma zadeve. Sta pa tule tudi dva elektronska naslova za tehnično pomoč oziroma v primeru tehničnih težav in se lahko obrnete tudi na tehnično službo oziroma pomoč. Zdaj pa še vprašanja. Gospa Vida Snedec-Kerkman, izvolite. Imam eno vprašanje v zvezi z bivšim KAD 229 projektom in zdaj je gospa izčrpno predstavila, da je pač zdaj v bodoče se projekti imenujejo K122. Moja šola je pa pridobila akreditacijo in mi smo gledali skupaj, ko so nas povabili z ene šole v Španiji za naslednje šolsko leto, da bi skupaj izvajali še z drugimi šolami en projekt. Nobena od teh šol nima akreditacije, samo naša. In smo gledali sodelavko, da je pa v bistvu v primeru akreditacije pa praktično ni skoraj nič dela, ali se motim, pa smo kaj zgrešile. Da je pa zelo malo te administrativnega dela, da se prijavimo. Ali smo kaj narobe naredile. Da vi pridobite akreditacijo, je kar velik dela. Ne, mi jo imamo. Ja, saj to vem. Da se vključimo v ta... Tako. Ja, seveda, pač vi mobilnosti k njim lahko naredite ne glede na to, a so oni akreditirani ali ne, znotraj akreditiranega projekta. Če bodo oni hoteli k vam priti, če imajo akreditacijo, bodo lahko prišli sedaj z manj dela, ker že imajo akreditacijo in so že takrat opredelili vse te cilje. Ampak bi še enkrat podala, tako kot se rekel, da kar se tiče akreditacije, je manj dela samo v smislu tega, da vsako leto lahko pridete zagotovo do sredstev. Je pa potem sama akreditacija, vsebinsko poročanje, cilji, je pa sigurno bolj obsežno kot pa sami recimo te K122 projekti, kjer se za daljšo časovno obdobje manj, bom rekla, obsežni cilji so predvideni in podobno. Ja, hotela sem samo reči, da ni tega pisanja projekta zdaj, ne za nas. Ja, za vas, ki imate akreditacijo, ni vsako leto znova pisanja projekta, to pa drži. Ja. Pa če še lahko to vprašam, ker imam ravno priložnost, tista šola, ki nas je povabila zraven, so se glede na težave z iskanjem družin, ki bi gostile otroke po posameznih šolah, državah, odločili, da bi vsi skupaj na koncu projekta, kjer bi v glavnem virtualno delali, pa prek e-twinninga, na koncu bi pa vsi skupaj z vseh šol šli v Bruselj. A je to že kdo kaj takega počel, recimo? Da ni bilo gostovanja šol ena pri drugi, ampak da so šli vsi skupaj v tretjo državo na nek cilj. Če se jaz ne motim, sem bila jaz ali z vami ali pa z vašo kolegico glede tega že na vezi, smo se že pogovarjali, da pač pravila pravijo, da je tudi možno, da aktivnosti, torej ta skupinska mobilnost učencev poteka tudi na sedežih Evropske komisije oziroma na institucijah Evropske komisije, če je to v skladu s cilji projekta. Tako da ni odgovor samo da ali ne, ampak je odvisno od vaše vsebine projekta oziroma od ciljev akreditacije. Pa od ciljev tistih držav, ki bojo pa 1-2-2 prijavile, morajo tudi tam tako napisati. Tako, če bodo one še prijavljale projekt, morajo seveda v projektu opredeliti tam, da bodo recimo, kaj je cilj in da bi tudi potem lahko one že v projektu opredelijo, da bo ta aktivnost potekala drugje. Ja, imajo namen. Najlepša hvala. Prosim. Pa gremo še naprej. Gospa Vesna Drofenik. Ja, pozdravljeni. Pozdravljeni. Mene pa zanima, katera dokazila potrebujemo za izredni strošek teh COVID testov.
samo račun ali... Zadošča račun. Račun v bistvu pa seznam, se pravi tistih, ki so bili v bistvu deležni tega testa. Ponavadi pa tudi sem že videla dokazila, kjer je bilo tudi na samem testu naveden, kdo v bistvu je bil testiran. Tako da zdaj odvisno tudi malo, pri katerem ponudniku tega testiranja ste delali. Torej, če slučajno na samem tistem računu oziroma ni v bistvu napisano ime, potem vi naredite seznam in njega pač odgovorna oseba podpiše. Tudi to štejemo kot zadost verodostojen dokument. Prav, in potem se pač povrnejo stroški v 100%. Ali kako se Tako, za COVID teste se povrnejo stroški 100%. Vi jih morate samo priglasiti v Mobility Toolu. Prav, potem bi še pomenila, hvala lepa, eno vprašanje glede teh potrdil o udeležbi na LTT-ju. Namreč kolegice me sprašujejo, če lahko kam to štejejo, oziroma če se to lahko dobijo kakšne točke za to, oziroma je to se šteje kot izobraževanje ali za drugo strokovno delo, če mogoče kdo ve od prisotnih. Ja, vi pač to date na ministrstvo direkta, ko boste vi pač dobili, kjerkoli že boste pač na LTT mobilnosti vsebinski, pač ravno tako naj bojo pač ure gor zabeležene, koliko časa je zadeva trajala, zakaj je šlo, in to pač potem uveljavljate direkt na ministrstvu s tem potrdilom. Skladno z našim pravilnikom, tako kot je, in je pač vedno dobite tudi za to točke, je pa seveda odvisen od trajanja in teh stvari. Se pravi, če se kar vmes vprašam, šteje se pa kot izobraževanje, ker eno so druga dela, eno je izobraževanje. Tako kot, ja. Aha, šteje se kot izobraževanje. Ja, tako. Potem, če damo recimo program teh dejavnosti, pa tudi podpis, potrdilo. Je bilo tako. Dobro, pa bo to zadostovalo. V redu, hvala lepa. Lahko v zvezi s tem izobraževanjem nekaj pripomnim, sicer se zdaj za K2 ne vem natančno, kako v Mobility Toolu zgleda, ampak v K1 je treba dodati ID udeleženca, da se pravi našo davčno. In potem je to tudi ene vrste dokazovanje. Ja, ampak to še ne deluje, gospa Stanka, to pač še ne deluje, smo v fazi enega dogovora z ministrstvom, kar se tega tiče, da bi stvari povezali, da vam ne bi bilo treba ekstra teh potrdil tja pošiljati, ampak zaenkrat to še ne deluje, tako da tako je, kot smo rekli, date program, date potrdilo za K2 in tudi zaenkrat morate tudi za K1 še enako početi. Bo pa v nadaljevanju mogoče enkrat stvar malo bolj napredna, da bomo samo preko davčne številke, bo imelo ministrstvo v bistvu že zavedeno, da ste pač nekje bili v tujini usposabljanje in boste pridobili avtomatsko potrdilo. No, hvala, da ste vsaj vi odgovorila, ker kolegi vaši niso znali povedati, kako zdaj te stvari laufajo. Ja, ni, sam je pa pač zdaj tukaj je malo izziva, je predvsem zaradi te zdaj GDPR zakonodaje, da pač vse stvari uredijo še na ministrstvu, ampak pravijo smo se zdaj, pač ne vem, mislim, da prejšnji teden smo govorili tam z vodjo sektorja, da so pač v zaključnih pogajanjih, tako da računamo, da se bo to dejansko zgodilo in potem se bo življenje predvsem vam olajšalo v tem smislu. Mogoče, če nič pa ne škodi, če zdaj ta možnost, da se davčna not vnese, da se že vnese, če se bo slučajno za nazaj kdaj uspel to. Ja, ampak to je samo za K1 možnost, zdaj za K2 te možnosti zaenkrat še ni, ker je tudi manj teh vsebinskih mobilnosti, ker gre običajno bolj za spremljanje in take stvari, tam gre pa pač direkt za usposabljanje, tako da zaenkrat samo preko K1, ampak bomo nadgradili stvari počasi, le za K229 pa še pač po starem. Ampak hvala. Igor, a ste še vi hotel nekaj? Ja, pozdravljeni vsi skupaj, tudi mene zanima glede teh potrdil oziroma vnosa teh potrdil pri zavihku certificiranja v Mobility Tool. Tu se mi kar precej vprašanj poraja, nejasnosti. Kot prvo,
to za vsakega udeleženca mobilnosti moram jaz narediti, če to moram jaz narediti, potem kot kaj naj to vnesem mobilnost na delovnem mestu v tujini, to zdaj bolj sprašujem za K1. Vem, potem kaj... Jaz bi vas pol nekaj prosila, za K1 je skrbnica vašega projekta Katarina Matič, pa je sicer danes pa v ponedeljek še na dopustu, v torek bo pa že tukaj, pa mogoče bo najboljš pa najlažji zdaj, da jo pač pokličete, pa se boste s Katarino dogovorili, kar se tega tiče. A prav? Hvala, tako da v torek jo lahko pokličem. Ja. Najlepša hvala, gospa. Dosegljiva, prosim. Hvala. Potem mislim, da smo nekako izčrpali. Naj vas še povabim, da nas spremljate preko različnih kanalov. Na koncu pa seveda hvala lepa za vašo pozornost in želimo vam uspešno pripravo in pa oddajo končnega poročila. Tako da in na tem mestu tudi zaključujemo tale spletni seminar. Lep pozdrav in nasvidenje. 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 Nasvidenje.